Zdaj pa v Egipt, kjer so se ljudje na voliščih odločali o spremembah ustave, najpomembnejšega zakona v državi, s katerim se morajo ujemati vsi drugi zakoni. Glasovanje o novi ustavi, ki naj bi po mnenju predlagateljev prinesla več demokracije in enakopravnosti državljanov, je potekalo 2 dni. In takole rdeče obarvan prst pomeni, da je volivec že oddal glas. Na voliščih so se zgodili nemiri, čeprav so zared skrbeli policisti in vojaki. Po neuradnih podatkih naj bi spremembo ustave potrdili, podrobno pod lupo, kaj prinaša nova ustava. Nova ustava določa, da lahko predsednik državo vodi 2 mandata, to je 2krat po 4 leta. Parlament pa lahko predsednika tudi odstavi, če ta krši ustavo ali druge zakone. Minister za obrambo mora biti iz vojaških vrst, vojska pa ni dolžna pojasnjevati državljanom, kako porablja denar. Islam še vedno ostaja državna vera. Kljub temu pa ustava po novem vsem državljanom zagotavlja svobodno izbiro veroizpovedi. Tako zdaj ščiti tudi manjšine. Ustava ženskam prinaša več pravic, saj določa, da so enakopravne z moškimi. Ženske se lahko potegujejo tudi za pomembne politične položaje. Novost je tudi, da se stranke v državi ne smejo organizirati na podlagi verske, rasne ali spolne pripadnosti in zemljepisne lege. Tisti, ki ustavo podpirajo, pravijo: Spremembe prinašajo več demokracije in zmanjšujejo vpliv islamske vere, kar je dobro. Tisti, ki ustavi nasprotujejo, pa so prepričani: Vojska bo z novimi pravili dobila več moči in s tem preveč vpliva na vodenje države. To pa ni dobro.